Mednarodna konferenca z naslovom Raziskovanje evropskih znakovnih jezikov je zaradi velikega zanimanja povsem napolnila dvorano na Ministrstvu za kulturo. Svoja dognanja so izmenjali številni strokovnjaki, raziskovalci znakovnega jezika iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Avstrije in Nizozemske. Med publiko pa smo med drugim opazili že uveljavljene kot tudi mlajše tolmače in jezikoslovce, ki so razmišljali o dosedanjem in prihodnjem razvoju in izzivih znakovnih jezikov. Jezikoslovec dr. Matic Pavlič je govoril o ujemanju v slovenskem znakovnem jeziku. Ujemanje je pač nek način, kako povemo v stavku, kdo je kdo. Kdo je tisti, ki dela, kdo je tisti, ki trpi dejanje v bistvu. Ker v nekem stavku, v enem glagolu imamo lahko veliko različnih udeležencev, veliko samostalnikov in moramo nekako ugotoviti, kdo je tisti, ki nekaj počne. In to se v bistvu naredi s pomočjo ujemanja v zelo velikih jezikih. Nekaj tudi s pomočjo besednega ali pa znakovnega reda, ampak jaz sem potem govoril o ujemanju. Zdaj pa ujemanje v slovenskem znakovnem jeziku se tako radikalno drugače v bistvu izrazi, kakor v slovenskem govornem jeziku. V slovenskem govornem jeziku imamo neko končnico, na samostalniku pa na glagolu in potem se ta končnica ujema v spolu, sklonu in tako naprej, številu, sklonu. V slovenskem znakovnem jeziku pa v bistvu vsak samostalnik dobi en svoj kretalni prostor. Se pravi, če jaz odkritam soseda tukaj, je to njegov kretalni prostor in je to identifikacija tega samostalnika. In potem, če se glagolska kretnja prilagodi ta identifikaciji, v bistvu to pomeni ujemanje. In prilagodi se na ta način, da se glagol, kot je recimo obiskati, ki ima dve točki v prostoru, začetno pa končno, da se prilagodi na ta način, da se začne tam, kjer je vršilec in konča tam, kjer je nek predmet. Kar bi hotel poudariti je, da to slovenski gluhi, uporabniki znakovnega jezika, to uporabljajo, samo zavestno ne poznajo tega sistema. In je za njih čudovito odkritje v bistvu, kaj to je, da se da temu nek izraz, da se to ubesedi, da se to analizira. Mislim, da so navdušeni. Vedno, ko jih gledam, kadar skupaj kaj raziskujemo, kadar odkrijejo nekaj, je to zanje kot da bi se jim svet odprl. Kot nek otrok, ki spozna nek mehanizem enega avtomobilčka ali pa nečesa, kako nekaj deluje. To človeka zelo veseli. Sploh, kadar se to odkritje tiče njegove take zelo intimne stvari, kakor je jezik. Zakaj je nujno raziskovati znakovni jezik in kako nam slednji pomaga pri globljem razumevanju jezikovnih teorij, ki pa so nastajale ob analizi govorjenega jezika? To sta le dve vprašanji iz predstavitve Chiare Brancini, ki je govorila o pasteh raziskovanja znakovnega jezika. When approaching sign language investigation, there are some risks that we should be aware of as investigators. One of them is to be able to look at sign languages as languages that are influenced by their modality. We shouldn't take for granted that sign languages realize the same grammatical phenomenon that we see in spoken languages exactly in the same way. So the risk would be to adopt the spoken language perspective while we have to be aware of what the theory tells us about a grammatical phenomenon across languages. So concentrate on the abstract features and then be open to see how the sign language realizes those features and we can take advantage of modality-specific features the sign language is displayed. Robert Lahveršič je predstavil slovenski znakovni jezik in različice njegove izvedbe v praksi. Marjetka Kulovec je govorila o strategijah tolmačenja slovenskega znakovnega jezika v šolskem okolju. Zakaj še je ta mednarodna konferenca pomembna, pa nam je zaupala povezovalka dogodka in raziskovalka slovenskega znakovnega jezika Valerija Škof.
Projekt Priročna videoslovnica sicer izvaja Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Mislim, da je današnja konferenca pomemben korak k standardizaciji slovenskega znakovnega jezika in predvsem k njegovi uveljavitvi v matični skupnosti. Prav ta mednarodni vidik pa nam da nove poglede na vlogo znakovnega jezika v različnih državah, pri različnih narodih, zato smo tudi na Ministrstvu za kulturo z veseljem ta projekt podprli in prepričani smo, da ni zadnji. Zveza društev je preko Ministrstva za kulturo uspela z projektom izdelave priročne videoslovnice slovenskega znakovnega jezika. Uspeli bomo prvič v zgodovini Slovenije in znakovnega jezika zapisati en večji segment slovnice slovenskega znakovnega jezika. Vse z namenom, da strokovni in laični javnosti pokažemo in dokažemo, da je znakovni jezik jezik z svojimi jezikovnimi značilnostmi in to ni nek podporni jezik slovenskega jezika. Mednarodna konferenca je pomemben korak k nadaljnjim raziskavam in seveda si želimo še več tovrstnih dogodkov, ki bodo širili naša obzorja. Priročna videoslovnica pa predstavlja zgodovinsko prelomnico, saj bo prvič doslej omogočila zapis večine slovnice slovenskega znakovnega jezika.